Drage gospe, spoštovani gospodje, ura je 6 in naša organizacija se je pač odločila, to se pravi Združenje za slovensko besedo, da bo v Prešernovem prazniku tudi sama pripravila literarni večer s posebnim poudarkom na narodno zavedno poezijo, še zlasti potem, namreč pred tem smo imeli občni zbor in smo slišali pravzaprav pripombe na zadnjo proslavo, ki zahtevajo reakcijo na to, kar se je dogajalo. Reakcija je pravzaprav reakcija mora biti dvojna. Prvič mora biti reakcija na to, da so bili spregledani slovenski pesnik in pisatelj, katerim je prvenstveno to namenjeno, to, bi rekel, so Prešernove nagrade. In druga zadeva, ki je pa ta, da tudi program je bil pravzaprav za Slovence žaljiv. Če sem čisto iskren, ne bi delal reklame in pravzaprav bi prosil, da kot odgovor na to, kar se je dogajalo, odgovorimo z elegijo svojim rojakom, ki jo bo podal naš nocojšnji gost Tone Kuntner. Tone, prosim. Torej, jaz ne bi Toneta posebej predstavljal, saj smo tle, bi rekel, po starem Dolenjskem sami domači in je to pravzaprav nepotrebno. Zemlja Kranjska, draga mati, kdaj bo utihnil najin jok? Ali kdaj bova videla ustati bratov jaz, ti čast otrok? Glej, kak ljubi sreča tebe, ti drži odprt svoj rok. Kranjc, ozri se okrog sebe, nje dariš tej krok in krok, skriteš tej gora zaklade, zmeri polja ti ravnin, paš bogati zelenjade, štej domove ti dolin in po cestah štej vozove in po trgih štej drhal, štej ki nosih čonove, Save in Ljubljance val. Naše čvrste štej junake, milih deklic svet poglej, uma bistrega rojake, z mano štej in upovej. Kaj da čast očetov glasa nima v pesmah starih dnov? Kaj da v zgodbah z danega časa Bratislave nisi nov? V 7 gričih je prebival volk in jastreb tankovit, ko je že na uport umival več 100 let Emone zid. Kaj da tujc ne ve od mesta, ko da tu megleje dom? Ko da skozi pelje cesta tje, ker val morja se lom. Kaj da vedno še zakriva zemljo našo temna noč? Kaj da slave ljubezniva zarja Kranjcev ne napoč? Itaka ni bila bogata. Žita, vina, konj, ljudi, tesna, majhena, gorata, vendar davno že slovi. Ker jo ljubil je do smrti, vsaki sin ostal je zvest. Mimo Itake vse črti, kar odi se vidi mest. Kranjc, ti le dobička iščeš. Bratov svojih niti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje zaničuješ, starih šek se zgublja sled, pevcev svojih ne spoštuješ, za dežele čast si let. Tiho pesem. Bolečine ne razglašaj naših ran. Če ne čast te naša gine. Domu, Kranjc moj, zvest postan. 1832. Torej, iskrena hvala
svet se je zelo spreminjal, pa se sploh ne spreminja. Torej, nadaljujemo pravzaprav z prvim sklopom in sicer je med nami Igor Pirkovič, ki ga verjetno vsi poznate z televizije, ampak Igor je pravzaprav več, tako kot vsak večplastna oseba in ena izmed njegovih tistih skritih pa velikih stvari je tudi njegova domoljubna poezija, ki je, moram reči, zelo popularna in je velikokrat slišimo tudi preko raznih pevskih zborov in raznih ansamblih, pa ne vemo, da je avtor teh besedil pravzaprav naš Igor Pirkovič. Torej, Igor, lepo pozdravljen, izbor je pravzaprav tvoj. Ja, hvala. Če boš pač kaj počutil potrebo po komentarju, pa lepo te prosim še za komentar. Torej, prosim, Igor. Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala. Glede na to, kaj je danes sprejemljivo v družbi, lahko vsak moj nastop zadnji, pa ne mislim nič prejudicirati, je rekel Tone Kuntner, pevcev naših ne spoštuješ. Ampak on je bral Prešernovo poezijo. A si predstavljate vi, da bi imeli Francozi Prešerna in na glavni državni proslavi, da ga ne bi spoštovali, da bi ga črtili, da bi se delali norca z njega in da bi preizkušali potrpljenje normalnih, spoštljivih ljudi. To zdaj je zamolčana poezija, kar boste slišali. Večina te poezije je zamolčane, zato ker ne blati domovine, zato ker opeva njeno veličino in zato ker se spoštljivo obnaša do slovenske biti, do slovenske sedanjosti in preteklosti. Lahko ignoriramo, kar se dogaja, ampak to je bilo prek ekranov javne televizije. Meni je bilo enkrat rečeno, da vse, kar gre skozi ekran javne televizije, se mora kdo odzvati za to. Mogoče pa varuhinja dela, ne vem. Ne žalite več domovine, saj ne, da ni prav, ker bi jo prizadelo, saj ne, da bi šlo do srca in globine, a sebe črtite in vas bo bolelo. Ne žalite več domovine, češ da je zaplankana, da je vsa bedna, dovolj mi je tega, ker dan več ne mine, da ne bi ujel, kako malo je vredna. Ne žalite več domovine, preveč je do zdaj že prenesla trpljenja, preveč naužila se že bolečine, a je preživela zaradi življenja. Ne žalite več domovine, ne mecite kamnov, ker niste brez greha, ne kopljite jame za mrtve spomine, če ona ne, kdo vam bo zadnja uteha? Pa nič ne bo pomagalo, naslednja Prešernova proslava, novo presenečenje, pustimo se presenetiti. No, in ko govorimo o poetiki namenjeni domovini, bi vam povedal eno prigodo. Jaz tu pa tam napišem kakšno pesem in sled nekih srečnih naključij je stvar dobila tudi knjižno podobo, pa me nekdo opogumi, ja se to ni tako slabo, pošli, ne? Pošli in tam obstaja na vladi, ne vem koliko jih je, vsak minister pripelje nekaj novih svojih, urad za ceremonije. In ta urad za ceremonije ima svoje oddelke in svojega predstavnika za tisk in tako naprej. Nekaj skrit je ta tudi e-mail. In jaz pošljem eno pesem, misleč, da bi pa bila vredna, ker noben ga ne žali. Nisem poslal žaljivih pesem, ampak take, ki noben ne žali, ki povezuje ljudi. In seveda, ni bilo vredno odgovora. Lahko bi rekli, ki tacit consentire, ampak v njihovem primeru to ne velja. Danes je njen dan. Danes je njen dan za leve in desne, za tiste ta vmesne, za rdeče in črne, naj zopet se vrne,
pozabljena sprava, ker danes zastava. Vihra ognjevito, vihra čudovito, za vse duše njene zamisli iskrene, ker danes je naš dan. Danes je njen dan. Zato zdaj in tukaj spet stopimo skupaj pod isto zastavo, za isto državo in si dokažimo, da dobro želimo in skupne probleme, prav vse brez izjeme in to, kar nas moti, rešujemo sproti, ker danes je naš dan. Danes je njen dan in ker še pred leti je nismo imeti, ne mogli, ne smeli, vsaj danes veseli, brez kančka pelina, kot je domovina. V srcih budimo in čašo izpimo le zanjo, ker prav je, za srečo, za zdravje, ker danes je naš dan. Tudi Prešernov dan je naš dan. To ni šlo skozi. Ni šlo skozi. Moram iti po nasvet k tej izbirni komisiji za Prešernovo proslavo, ker se mi zdi včasih kot da manjka neke, da pozabimo poudarjati to samozavest, ne? O kateri tudi gospod Kuntner desetletja govori, ne? Samozavest narodov. Vse v absolutnih številkah se ne moramo primerjati, to je brez veze, ne? Kdo je zdaj več vreden? Tiska ima 2,5 metra ali neka sključena ženička, ne? Pri 8 križih. Vse tega ne moreš tehtati. Ne velika, velika. Slovenija menda je majhna kot pika. V svetovnem merilu pomeni bolj malo. Med njo in Ameriko zeva razlika in Rusija bi jo pojedla za šalo. No ja, res težko bi trdili obratno in mnenja, kot to pripisali pri vidu, težko bi trdili, da večja je znatno od pikice majcene na zemljevidu. A komu pomembna je sploh dimenzija? Saj šteje, da velika je, ne velika. Mar ni v življenju bolj važna kemija? Več vredna od videza, moč je dotika. Pri vsaki stvari to velja. Pri vsaki stvari to velja. In zdaj še posebej sem bil vesel, da me je gospod Granda povabil, ker že ime tega društva je tako, da v Sloveniji kliče po problemih. Ne? V Sloveniji, kar je slovensko, kliče po problemih ponavadi in skoraj na margini. Ne? In potem take stvari pomagajo, da te zgodbe, da te izkušnje, tudi da te pesmi pridejo pred ljudi. Jaz sem se prej mimo te knjigarne, te velike, sprehajal na prvih policah moč izgorevanja, kako izgoreti, samo pomoč. Pa vidiš te povezave, ko greš v Erar in tako naprej, ne bom preveč govoril. Ampak sem si rekel, še je čas, še je prostor za klasiko, še je prostor za slovensko besedo, kajti edino, kar lahko še vzamejo, in to se ne sme zgoditi, je beseda slovenska. Beseda slovenska. Beseda slovenska ni trda in toga, da jezik bi lomil vse, ko jo izreče. Nasprotno, je mehka kot boža obikoga in z usnic kot žametna reka ti steče. Za smeh in za solze bila je rojena, za ogenj in led in za tisto ostalo. Ušesa pa boža tako kot nobena in čustvom brezmejnim odpira padalo. Preprosta je, hkrati pa silno bogata, poda se gospodi, beraču in kmetu, odpira še neizrečenemu vrata, ponosno postavljamo z njo se po svetu. Branimo nje sonca, mehkobo in žamet, da ne bi se slabega kaj zgodilo. Da ne bi prepozno nas srečala pamet, potem ko izrinil bi kdo jo na silo. Takrat bo prepozno. Kaj pomeni domovina? Domovina, vse to je nek čustven odnos med posameznikom in domovino, za razliko od države, saj vemo približno, da
Država je tudi mednarodno pravni subjekt, ne, medtem ko domovina, kje pa je sploh domovina? Včasih jo je manj tam na Tromostovju, tiste trubače poslušaš, ne, kot v Bariločeju v Argentini, recimo, ne. Sej domovine nikoli niso uspeli vzeti, nikoli je niso uspeli poteptati in iztrgati in uničiti. Ker potem bi morali uničiti slovensko srce, slovensko pesem in slovensko besedo. Domovina je tam. Domovina je tam, kjer pesem domača prenaša iskreno od tam se do tod. Od zibelke, kakor bila bi igrača do pozne jeseni, iz roda v rod. Domovina je tam, kjer njena beseda iščoč preživetje kljubuje v temi, ko že iz pozabe prihodnost zagleda in potlej iz nič spet prižiga luči. Domovina je tam, kjer vneto tiktaka med solzo in smehom slovensko srce, ki ne popusti kot morala vojaka, ki branit odide čast svoje zemlje. Domovina je več, kot so meje države. Razpredena je, kjer živijo ljudje, ki pesem, besedo, srce očetnjave ponesli so daleč, celo čez morje. Čez morje so ponesli ta duh domovine, da je vzdržal, ne, da je vzdržal tudi s to pomočjo do teh demokratičnih sprememb, ki so potem prišle. In posebej priznanje dajem jaz, ker se ukvarjam tudi z glasbo, slovenski pesmi. Slovenski pesmi, s katero je slovenski človek stoletja kljuboval in preživel tudi brez pušk in bajonetov, ampak s to trmo slovenske pesmi, ki je ne damo. Pustimo zdaj glasbeni okus, vendar, a nista čudni dve stvari, da je nekdo v svetu bolj čislan kot doma? Jaz sem bil, parkrat sem imel to srečo, da sem bil pri gospodu Avseniku pred leti doma in pri gospodu Slaku. Slak je živel v Guncljah, Avsenik pa v Ljubljani. In vsak dan sta se en in drug, en se je vozil na Dolenjsko, en pa v Begunje, ne. In v tej skromnosti je vendar izdal, kakšne uspehe so imeli v tujini, ne. Spomnim po posnetkih izjemnega koncerta v Hali Tivoli ansambla bratov Avsenik. Koliko on naredil za Slovenijo, za Ljubljano, tudi bil je meščan Ljubljane. A mislite, da je dobil kakšno priznanje mesta Ljubljane? Ne. A je dobil Vilko Avsenik kakšno nagrado Prešernovega sklada? Tako. Ne, a veste, ker če bi kdo od njih dobil, ne, potem bi morali kakšnega Avsenika zaigrati na odru, ne pa se norca delati iz Franceta Prešerna, ne. Slovenska pesem. Ko včasih se na pot postaviti ovira, ne veš zakaj, ne veš odkot, le rane ti odpira. Kar pride brez besed in pride iznenada, po kapljicah ti pušča sled in tlači dušo rada. Le nekaj vedno pa me zna na vrh povleče, le nekaj mi zdravilo da, pozorno in čuteče. Pomagajo mi le te stare melodije, ki z glasom topli matere me božajo. Slovenska pesem je v zibko položena, ves čas od nje sem črpal svoj zaklad. Slovenska pesem in ta ljubezen njena, ki še na jesen nosi mi pomlad. No, in proti koncu gremo, ker vse, kar je več kot 20 minut, pa je brez veze, pravijo, da bom še v eni pesmi celo, zdaj pa ne vem kateri, omenim Zdravljico. Ni naključje, da ima ta pesem naslov V meni bije slovensko srce. Spet ena taka, ki
ne izpolnjuje formalnih zahtev za ta urad za promocije, za organizacije teh proslav. Ne vem, nisem še znašel formule. Šel vprašati Magnifika, kaj da. Ampak ni slabega njem, kot jaz pravim, ni problem v izvajalcih, problem je v naročnikih. V tistim, ki pač odločajo o programu. Ampak to je pač moje mnenje, ki si ga pustim izraziti. Mislim pa, da je kar večinsko tako, da moraš imeti, ti mora mrak paliti na oči, da si kaj tazga spomniš. V meni bije slovensko srce. Nismo veliki, bolj malo nas je, vendar smo pridni in dobri ljudje, našo deželo in ves ta naš rod, ljubimo srčno, ne gremo od tod. Človek ljubezni kar nekaj ima, vsaka od njih kdaj po svoje je šla, le domovina nikoli ne bo ti pomahala v bridko slovo. V meni je slovensko srce, ki se mu milost stori ob zdravlici, stisne se k morju, objame gore, pošlje pozdrave prek murski ravnici. V meni bije slovensko srce, bije ponosno in bije čuteče. Ko se trobojnica dvigne nadse, bije mi belo in modro in rdeče. Hvala lepa. Se iskreno zahvaljujem za pesme, pa tudi za pesmi, pa tudi za misli, ki nam jih je o tem podal. Namreč zdi se mi to najbolj kulturen, pa najbolj civiliziran odgovor. Ko sem se tako čisto potihem pripravljal za nocojšnji večer, sem pravzaprav mene zdaj zadnje čase zelo muči to razlikovanje med urbano, pa kako se že reče, ruralno ali ne vem kakšno kulturo. In sem pol grunto, kaj je pravzaprav ta tako zvana urbana kultura, ki jo zdaj nam vsiljuje. Jaz ne rečem, da med njimi, ki v imenu urbane kulture nastopajo, niso tudi kakšni vsega spoštovane vredni, ampak ko sem iskal smisel te tako zvane urbane kulture, sem pa prišel do enega spoznanja, da je ta tako zvana urbana kultura v Sloveniji zgodovinsko gledano še najbolj primerljiva za nekdanjo nemškutarsko. To mogoče se vam zdi huda ocena, ampak jaz kakšne boljše primerjave nisem našel. In potem, kar sem danes od Igorja slišal, sem še bolj pripričan in tudi ni slučajno, da je to nemškutarska urbana kultura najbolj podpira ljubljanski župan. Oprostite za ta komentar, ampak nisem mogel biti jih. Torej, še enkrat hvala, Igor. Hvala. Sedaj pa bo svoj del prispeval še Tone Kuntner. Za uvod bi povedal, lejte, tle pred nas je en tak lep simbol, jabolko pa Triglav spodaj. Res sem tako... Lipov list. Lipov list, pardon, ja. Lipov list, vidite, pa Triglav, tako en lep simbol. Moram reči, to ne, da ti ga kar zavidam. Ampak, lejte, tlele spredaj je pa Knežji kamen. In moram reči, da v zadnjem času smo pravzaprav priča, da se zavestno zanika obstoj Slovencev v srednjem in novem veku, da se govori o tem, da smo Slovenci pravzaprav šele od Linharta naprej. Mogoče tudi zato, ker Linhart v Slovenciji ne govori, ampak v Krajncih. Pa on navezuje na južne Slovane in tako naprej. Nekako se mi zdi, kot da je bila to ena nova jugoslovanska ideja skozi Linharta, ampak pustimo to. Torej, jaz vas bi upozoril na to, da se bom zelo trudil, da bi pridobil za en večer našega prijatelja Igorja Gardino, da bi govoril pravzaprav o teh problemih, ki se pojavljajo. Namreč ni toliko, vse se vedno neumnosti pojavljajo, tudi v znanosti. Problem je to, da se zdaj tu uradno predava na zgodovini, na oddelku, to je problem. In da pravzaprav za tem stoji tudi en del Slovenske akademije znanosti. Mislim, kot da so bili včasih ti veliki profesori od
Frana Kosa naprej idioti, njih nekaj takega se dogaja. Ampak rad bi vas samo upozoril, da to je simbol, pa je tudi opozorilo. No in glede na to, da kot je Žigor povedal, pravzaprav danes govoriti o narodu, izkazovati narodna čustva, to je ruralno, to je nekaj, tako bi rekel, najbolj zaničujočega. Je pa najbolj fino, da se temu pravzaprav odpremo res tako pravo domovinsko poezijo, ki je vedno bila, pa tudi vedno bo, se vsak človek ima pravzaprav svoj dom. In Tone, ki je bil tudi en izmed z velikim navdušenjem pristal na današnjo, za to idejo za današnji večer, za kar se mu še enkrat javno zahvaljujem, tako kot Igorju. Tone, beseda je zdaj pa tvoja, pa te tudi prosim za kakšen sočen komentar vmes. Srčna in pristna domovinska pesem izraža resnico in duha časa. Zato bom, preden preberem nekaj svojih pesmi, nadaljeval s preteklostjo. Začeli smo s Prešernom. Nadaljeval bom s pesniki naše preteklosti, z brati, ki vedo za domovino, kako je rekel Cankar. Zato, da preverimo, kje smo Slovenci danes. Koliko je res, da je bila slovenska pomlad poljub zgodovine, nasmeh zgodovine, zvezdni trenutek slovenske zgodovine. Jaz pravim, da je bila zasluženi dar zgodovine. In samo od naše iskrene domovinske ljubezni, ne le besed, ampak predvsem dejanj, je odvisno, koliko smo si ta dar zares zaslužili. Levstik je zapisal: kaj čaka, drage naše domovine? Vsi viri nje življenja so odprti od nekdaj in polagoma je k smrti samo slovenskih grehov kletva rine. Sramotni dan, ki bodo zadnje sine korpil sideče na mrtvaškem prti, brez solze pokopaval rod zatrti, ta dan poplača nam vse naše čine. Izdajstvo, samoljubje in mehkota, trepet domač razpor, neskrb, slepota in svojstvo, s katerim opicam smo v rodi, do vsega gnus, kar z tujstva k nam ne hodi. To šiba naša je. Ta nas stvorila v nesrečno ljudstvo, a ne tuja sila. Stritar je rekel: o, ljudstvo ti slovensko zlata vredno, pošteno, umno, kakršnih je malo, kako si tem sleparjem v roke palo, ki te v pogubo vodijo dosledno. Pred svetom sramote, grdete vedno in ti za vse jim to še daješ hvalo. S častjo poprej si se imenovalo, zdaj si ne upaš v družbo več sosedno. Kako ti z blagom tvojim gospodari, ta zarod ima samo priden in nesramen, ki pritle in dobiček mu je mari. Ti prosiš kruha, on ti daje kamen. Kaj ti še dosti dolgo ne slepari? Bog te odreši tega zlega. Amen. Jenko je zapisal: bridka žalost me prešine, ko se spomnim domovine, vsemu svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. V zlatih črkah v zgodovini se bero narodov sini, le od našega ni glasa, z prejšnjega neznanga časa. Kdo spominja se nekdanjih v revni zemlji pokopanih? Tiho bori vnuk koraka, čez grob borega učaka. In ko ura nam odbije, črna zemlja nas pokrije, kdo bo še po nas poprašal? Kdo se z nami bo ponašal? Kako rod za rodom gine, to povest je domovine, vsemu svetu nepoznane, od nikogar spoštovane.
Gradnik je napisal Knežji kamen. Prestol je tukaj, star in kamenit. A kje je kmet svobodni, kje je vojvoda, kje je knez izbrani svobodnega roda, kje je meč in žezlo in ponosni ščit? Kje narode širni trdni zid in kje je svetinj njegovih je posoda? Vse je razrušila že zla usoda, svetišča prah so, zid leži razbit. Samo ta kamen grobni še stoji. O svobodnih, zasluženi sinovi, še naša duša ste in naša kri, še so v tem kamnu naše skrite iskre, v plamene žive vire jih budite, če z mečem ne, budite jih z okovi. Cankar, ki ugotavlja, da je domovinska ljubezen Slovenca stvar čisto brez primere in podobe, ki se ne da nikakor opisati, ob njih se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogel to ljubezen kvečemu z ljubeznijo do matere. Do mrtve matere, ki ne sliši več nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. V bežnem spominu v enem trenutku premeri in občuti človeka vseh tisočerov stopenj ljubezni. Od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo njete, več vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina, Bog. Tudi to je zapisal. Vsa nesreča, kolikor smo jo doživeli, izvira z ene same laži. Da nimamo kulture, da torej nismo vredni stopiti med druge narode in da moramo pobirati ostanke, medtem ko so drugi pojedli od cvirke in vse mastne žgance. In še to je napisal. Da je Bog ustvaril Slovencem za domovino nebesa pod Triglavom. Res. Košček nebes pod Triglavom. Snežne planine, zelene doline, gore, gorice, nebeške vasice, prebivališča za angele. Zeleni bregovi, gozdovi, lesovi, reke, rečice, bistrice, jezera, pisana mesta in pisana polja. A kje so ljudje? Ni ljudi. Res raj za nesrečne brezdomce, zgubljene, izdane, pregnane, bežeče pred silo in smrtjo. Glej tisoče praznih domov, domačinov, ki so odšli. Kam? Iz nebes pod Triglavom. Drvijo v veliki svet, po velikih cestah z avtomobili, čez viadukte, tunele, mostove, daleč in dalje, hitro, hitreje, brez misli in meje, v dimno prihodnost. Odhajajo mladi iz naših domov, kakor da niso več tudi njihovi. Odhajajo z rodne in plodne zemlje s trebuhom za kruhom, kakor da rod ni zaveza krvi in kakor da kruh ni plod zemlje. Odhajajo, kakor so nekdaj odhajali mnogi oropani krušnih sanj in se niso nikoli vrnili. Kdo je sanjal slovenske sanje, ko niso bile dovoljene sanje? Kdo jih je sanjal ponosno in smelo? Kdo se jih je sramoval? Kdo jih je skrival, zatajeval? Kdo se jih bal priznati? Kdo vanje dvomil?
Kdo veroval? Kdo jih preziral, zasramoval? Kdo streljal vanje? In za vse prvo in zadnje vprašanje. Kdo je zmagal, ko so zmagale sanje? Ko so zmagale sanje, smo zmagali vsi. Tudi v slepoti in zmoti poraženi. A vsakdo se odpoveduje prihodnosti, kdor zaničuje zmagoslavje sanj. Naj končam s pesmijo, ki ima naslov Molitev za spravo. Vse to, kar smo dosegli s sanjami, nasmeh zgodovine, kar smo ga dosegli v nasmehu zgodovine, v poljubu zgodovine, svoj dar zgodovine, nam čisto nič ne bo pomagal, če ne bomo znali živeti ustvarjalno. Skupaj. Če ne bomo zmogli sprave. To se vsi sprašujemo in jaz se sprašujem in ne vem, komu bi se obrnil. Zato sem se obrnil na Boga. Molitev. Molitev za spravo. O Bog, ki veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike blatnih zemeljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelitev kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast. Kaj ti prišel je čas za čast in čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen. No, dokler se ne vrne gospod Granda, pa naj preberem oziroma povem en komentar na to, da smo pravzaprav vsi tile pesniki, ki sem jih tu pa tam malo izbral iz slovenske zgodovine, so bili vsi nekako obupani. So govorili o obupu slovenskem oziroma o nemarnosti slovenskega življenja, ljubezni, ponosa, zanosa. Isto je govoril tudi pesnik Pirkovič. Zato bom prebral v tem času, pa nisem mislil tega, ampak vam bo zelo slučajno, pesem enega naših pesnikov, tisti, ki je prebral Majniško deklaracijo. Pavček. Pavček je zmogel prebrati Majniško deklaracijo. Veste, kje je on bil, kaj je bil? In sem ga jaz nekoč vprašal, kako si ti to mogel narediti? Kako si ti lahko to naredil? Pa mi je rekel, zaradi sina. Sin je naredil samomor. Njegov bi bil ta svet, ki prihaja. In bom zato prebral to pesem, kako iz najglobjega obupa narediš tako veliko dejanje. In ta pesem je tudi za Slovence iz najglobjega obupa.
In Cankar je rekel, ko so mu učitali, tako kot bo najbrž nama učitelj, kaj tako črno rišete. A pa vsem tem pesmi, ki sem jih prebral, kaj tako črno rišete to, ta čas. Je Cankar rekel, ko so mu to učitali, črno rišem zato, da bi zahrepeneli po luči. Pavčkova, slovenska pesem, zadnja. Kako Slovenci lepo umiramo, vztrajno in ne ravno počasi. Iskalci popolnosti scagamo, shiramo, še preden ugasnejo naši časi. A tudi umiramo tako po slovensko, z vrvjo, v vodi, s trupom in s plinom, zmeraj nekako slovesno in hudoresno, kot bi šlo za Boga in za domovino. Nekoč, morda kmalu, pomremo do zadnjega. In potem, še preden zgnijemo v jami, dajo nova imena vsemu tem na tem koščku sveta, a smrt poimenujejo z nami. Gospod Granda se še ni vrnil, pa bom povedal še za to. Je se vrnil. Udeleženci, ki so v takem velikem številu prišli danes, najprej sem dolžan narediti eno posebnost, namreč našega dela ne bi bilo brez izjemne in velikodušne pomoči gospe Mojce Magušar, ki je imela zdaj v teh dneh eno obletnico, in jaz bi zdaj rad v imenu vseh si zahvalil za vse delo, ker mi delamo brez sredstev, od dobrih ljudi od dovolja in od res od dobrih ljudi. In zato, Mojca, prosim. Ko sem šel cvetje s Katoličano, sem rekel, zdaj pa nekaj raven tazga za dva fina narodna pesnika. Se je rekel, gospod, sam tole je za pesnike primer. Zdi se mi, da je bil res en tak lep kulturen odgovor na to, kar smo doživljali v petek, in da res živimo v globoki veri in spoštovanju do Prešerna. Nam bo naš Tone za konec prebral še 7. sonetnega venca, torej, da bi nebesa milost nam skazale. Naj se to tudi stori. Da bi nebesa milost nam skazale, odtajat Kranja našega sinove. Njih in Slovencev vseh okrog rodove z domačimi pesmam Orfeja poslale. Da bi nam srca unev za čast dežele med nami potolažil razprtije. In spet zedinil rod slovenšne cele. Da bo od sladkote njega poezije potihnil ves prepir. Bile vesele viharjev jeznih mrzle domačije. Spoštovani, s tem je današnji literarni večer zaključen. Hvala vam za udeležbo in upam, da se v prvi priliki spet vidimo. Upam, da vas nismo razočarali. Se pa Tonetu in Igorju resnično iskreno zahvaljujem. Zdi se mi, tako kot se vrnili
v tiste zlate čase, ko smo se borili za vsak dan slovenstva. Se vidimo v Cankarjevem domu.